Ok, Milan, zdaj se dva spoznata, sta skupaj, sta v vezi, sta naredila neko tisto pravo kemijo, če tako rečeva, in kaj zdaj? Kako to vzdržati, kaj je treba narediti, kaj je tisto nekaj več, da lahko to speljamo? Ni recepta za to. Ni, ja? Predvsem pomembno je to, da ne ostanete pred televizijo ali pa pri istih aktivnostih. Se pravi, če ste se dva spoznala preko športa ali pa pač preko nekega hobija, ne pomeni, da zdaj to mora biti 24 ur na dan in samo v to probata forsirati, ker bosta se slejko prej prenajedla tudi teh aktivnosti. Najbolj pomembno je to, da se v bistvu stvari začnejo dogajati. Da ne samo moški v večini primerov prevzema vajeti in rečemo, ta vikend bomo delali to, gremo tam, ne? Ampak da tudi v bistvu sorazmerno s tem ženska predlaga kam, ne? Prav, da oba sodelujeta v tem. Tako. In to se pa pravzaprav spet začne vse s komunikacijo. Namreč s tem, ko se boste začela pogovarjati, kaj je komu všeč, kakšne izkušnje si želi, na podlagi tega boste se tudi lažje odločala, kam pravzaprav iti. Vekolikor ni pač idej, je dovolj, da samo greste nekam, kakšnakoli izkušnja je izkušnja. In to je tisto, da veza ne sme spati. Predvsem pa ne sme biti rutina, da bi bilo vedno iste aktivnosti v isti uri, v istih dnevih, ampak da se stvari v bistvu menjajo. Odnos mora biti pravzaprav tak kot ena tekoča reka, potok, kjer je pravzaprav zelo dinamično, se v bistvu ogromno vsega dogaja. Ne? Seveda moramo pa pri tem paziti, da sami sebe ne skurimo. Se pravi, da gremo preko nekih mej, predvsem ne smemo biti v vezi zato, da bi nekomu ugajali. Kako pa to vemo, ali smo v neki zdravi vezi, ali gremo že preko tega, da ugajamo? Ko sami sebe zalotimo, da nimamo časa za sebe. Se pravi, rečemo tako, zdaj pa bom cel dan prespal, pa nam nič ne teži, ali pa enostavno smo preveč utrujeni. Takrat vemo, da se ne moremo počiti, zaradi tega, ker smo ves čas na neki preži, čakamo, kaj nam bo kdo povedal, ali se strinja, ali je zadovoljen z vsem. V bistvu so pač ti prvi znaki utrujenosti. Prav, ko izgubiš enkrat malo stik sam s sabo, takrat je neko prvo opozorilo, da je treba ali nekaj spremeniti, oziroma pač neko rutino spremeniti, pa se malo sprostiti, nekaj spontano narediti, da spet v bistvu lahko to steče. Točno tako. In v bistvu pa pravzaprav je pa najbolj pomembno, da vsak pri sebi najprej vzpostavi ravnovesje, ne? In s tem, ko v bistvu nekdo pri sebi vzpostavlja ravnovesje, pomeni, da vsak svoj del sebe dobro spoznava. In tako ves čas meri, da je v ravnovesju. Ko eden od teh delov na nek način poruši to njegovo ravnovesje, pomeni, da se na tem delu zapustil in da je preveč nekega dela vložil v vezo. Zdaj to lahko fizična zapostavljenost, se pravi, da se več ne ukvarja s športom ali pa svojim telesom, svojim izgledom. Lahko je to intelektualno, da ugotovi naenkrat, da ga ljudje prehitevajo, pa bi mogoče prej daleč pred njimi, ne? Bere manj knjig, hodi manj v gledališče, po muzeje, je manj s prijatelji, ne? Da se ne zabava. Ali pa da nima tistega mira, ne vem, da bi bil prej šel vsak dan za 20 minut v gost ali pa kakorkoli bil sam s sabo, ne? In ko mu začne eden od teh delov manjkati, pomeni, da je že pravzaprav stopil nazaj. Torej, pravzaprav, ja, ko se veza začne, še ni v bistvu pravzaprav to uspeh, da smo pa nekoga osvojili, da smo pa z nekom, ne? Tu se pravzaprav tisto pravo garanje začne. Namreč dolgotrajna veza, pa doživljenjska veza ni nekaj naravnega. Naravno je biti v vezi nekje 7 let. To je tisto, ko se otrok spočne, nastaja oziroma se v fazi rojevanja in potem, dokler se njegov karakter ne oblikuje, tam nekje do 6. leta, in potem narava tudi spusti vse te mehanizme, zakaj bi še dva bila skupaj. Namreč po 6. letu več otrok ne rabi obeh staršev.
če gledamo po zelo naravni metodi. In po 6. letu skupnega življenja, 7 letih, je pa treba na vezi, če jo želimo ohranjati, ogromno delati. Pa se začne potem neko garanje. In to je pravno to, ne? Skrbeti, da ni monotono, ampak hkrati, da se mi ne utrudimo. V bistvu, če se mi pri tem utrudimo, ko nekoga na nek način spodbujamo, dajmo to, da ima neko počutek, da več čas vleče naprej, potem je to nezdrava veza. Ne? Se pravi, da ali smo nekoga razvadili, ali pa nekomu sploh to ne odgovarja, kaj bi mi radi, ali pa kaj mi mislimo, da je njemu ok. Pride do spoznanja, da mogoče niti to sploh ni to, kar bi si želel. Tako, in zato je pomembno, da se o vsaki stvari, tudi če je neprijetna, pogovarjata. Prav, spet je dejansko najbolj pomembna komunikacija, pogovarjanje, spoznavanje, čutenje, pa pravzaprav dovoljevanje v vezi, da si, ne? Tako eden kot drugi, ne? Ja, in zato je tu to, kar smo že enkrat govorili o osvajanju in zapeljevanju, ne? Ta komunikacija je dejansko del tega zapeljevanja in osvajanja. To je isto kot v elektriki, plus in minus, ki se potem več čas privlačita in odbijata, ne? Zato, da pride do tega kroga, je pomembno tudi to, da v bistvu skozi dnevno komunikacijo mi dajemo pozornosti, usvajamo, ne? Ne vem, take banalne stvari, nekdo bere knjigo, pa nekaj ostalo, pa mu lahko damo na listek, narišemo srček, ali pa ljubim te, ali pa mu nekaj napišeš, pa daš v torbico, ali pa v žep, pa pogrešam te, ne, mislim na te, kakorkoli. Skratka, take, ni potrebno, da kupujemo darilo, ker pridemo enkrat v situaciji, ko več ne moremo več kupiti tako velikega darila, ker smo nekoga razvadili, ne. S temi pozornostmi, da nekomu pošlješ SMS, ali ga samo pokličeš, da slišiš njegov glas. To so pa stvari, ki ne stanejo, ne, ampak so pomembne, da daš občutek, da vejo, da ta oseba obstaja, da je tukaj. Pa se pa pravzaprav v bistvu niti veza sama kot taka ni neko garanje. Če jo v bistvu nekje spustimo, rečemo, naj se zgodi, naj se spontano dogaja, če sva oba na istem nivoju, da razumeva, da se pogovarjava, da prideva nekam in rečeva, ok, tukaj bova skupaj rasta, tukaj sva za to, da skupaj rasteva. In se pa malo oba sprostita, ni potrebe potem nekem, da rečeš, jo, v vsaki vezi je težko in je treba res garati in je treba, ne vem. Garati je potrebno takrat, ko dolgo časa spimo. Ja, in jo želimo na novo obuditi. Namreč vsaka veza se da ponovno obuditi, ampak pod pogojem, da je veza enkrat že obstajala. Vkolikor nikoli ni bilo veza, pa sta samo dva bila kao skupaj, ne? Potem pač tega ne moreš obuditi, ker nimaš kaj obujati. Medtem ko pa to, vkoliko mi prijemo ta ritem spontani, ker nam je to, je pravzaprav, če pogledamo, kaj se moramo za to narediti, ne? Vidimo, da je kup aktivnosti. Res pa, da nam več potem ni naporno, ker smo že v tem ritmu. Naporno je priti v ta ritem nazaj, ne? Zato se velikokrat reče, da je veza garanje. Iz tega razloga je pol velikokrat, jaz vem, poslušaš malo ljudi, pa reče ena prijateljica, druga, ne vem, pač zakaj vse je toliko težko. Včasih resno vprašam, pa saj niti ni tako težko. Če se pogovarjamo, če imamo nek zdrav odnos, če mi vemo, kaj hočemo, če partner ve ali obratno, ne govorim ženska, moški, moški, ženska, pol v bistvu niti ni potrebe, da je sploh težko. Ja, lahko čisto v bistvu steče vse lepo, spontano, v redu pridejo neke stvari, ampak če se mi pogovarjamo, če ustvarjamo ta stik, pol v bistvu veza niti ni toliko hudo naporna. Je lahko v bistvu tako, kot si rekel, kot neka reka, ki gre z nekim tokom. Ampak če eno reko zajeziš, da jo vzameš do tok vode, ne? Potem je ponovno to strugo v tem času, ko je dalj časa mlaka not, jo je težko ponovno oživiti pa narediti pitno. Zato je ta proces, ne? Spravi, da toliko nekaj svežih informacij, ne? Da se dogajajo stvari, da pravzaprav morate dva v vezi eksperimentirati. To ste morali biti eksperimentiranje, ne? Tudi če včasih greste v kakšno neznano zgodbo, ampak vse imate novo izkušnjo. Spravi, zato je, v vezi se pravzaprav mora več čas nekaj dogajati. Ne glede na to, kakšen tip ljudi smo, ne.
tudi če imamo občutek, da smo mi tisti mirni, tihi, ki hočemo biti nekaj daleč stran, ni res, v bistvu smo ljudje smo družbeno bitja, imamo potrebo po socializaciji in zato mora biti ta pretok stika med dvema. Tako je. Super, hvala lepa.